Dobrodošli v Šokcastu. Moje ime je Petra Kalan in vi spremljate prvi slovenski podcast, ki ima ime bolj šokantne vsebine. V moji družbi danes pozdravljam voditelja, manikena, fotomodela, glasbenika, alfa samca in še bi lahko naštevala. In če vam rečem to pa ja, potem gotovo veste, da je v moji družbi Igor Mikić. Lepo pozdravljen. Živijo, hvala, da ste me povabili. Sem se z veseljem odzval, da upam, da bo kakšno dobro temo odprla. Kako si kaj? Rekel si, da je kar nekaj intervjujev zdajle že za tabo. Si vroča roba v tem trenutku? Ja, očitno, ne vem, da me ljudje radi poslušajo, spremljajo, da sem zanimiv. Mislim, da sem zelo raznovrsten v Sloveniji, bi lahko zase rekel, ker pokrivam vse segmente show biznisa, od manekenske, glasbene kariere, TV vodenja in še bi lahko naštel. Kaj pa je zdaj mogoče v tem trenutku tvoja prioriteta, s čim se največ ukvarjaš? Največ časa posvetim televiziji. V razne realitije grem kot voditelj ali pa tekmovalec. Tudi najbolj je plačan, tako da ljubiteljsko je še vedno glasba. Nikoli mi ni bilo toliko v interesu, da bi jaz nastopil, da bi imel neke koncerte, ker vsem, meni je ta proces mi všeč. Nauk današnjega dne. Uživajte v procesu. Ker mnogi vidijo samo končno linijo, samo vidijo cilj. Moraš pa uživati na poti, ker življenje je res kratko, če vmes ne uživaš, če skozi rečeš, ja, zdaj moram delati, da bom lahko šel polet na morje, zdaj moram to, da bom lahko prišel do cilja. Ampak pol je zelo malo užitka. Ne vem, če ti veš, kjer je to skupina Scooter, so Nemci, bili so v 90-ih ful popularni in imajo oni en fenomenalen imajo rek, the chase is better than the catch. A ne? Tako da tudi crno, ko loviš, ko ti je kakšno všeč, je ful bolj zanimiv ta proces, dokler se ne zgodi pol tisto glavno. No, k tem srnam in tvoji poti se bova še vrnila. Zdaj pa me zanima, katere 3 predmete si danes prinesel seboj. Kaj te spremlja v življenju? Enega ne moram pokazati, tako da ugan. Imam ga na sebi, ampak ga ne moram pokazati. Aha, mogoče kakšen nakit ali tatu? Ne, to lahko pokažem. Prav, ne moreš ga videti. Aha. Kaj je to? To je uganka dneva. Karakter. Dobra. Ne, je parfum. Aha, To je parfum, vidiš, dobra, ja. Zato, ker jaz na vsake toliko let najdem res neko strast. Ne? In zdaj v zadnjem letu so to parfumi. Kupil sem jih, po moje, čez 100. V eno letu ful se posvetim raznim notam, kaj mi ustreza. Poleti so bolj te sveži, aktualni, čez zimo bolj taki, ko je štrudel kot cimet. Tako da zdaj sem kar postal zbiratelj parfumov. Tudi tatujev, ure že od majhnega obožujem. Imam doma ogromno veliko zbirko. Nakit, to bi rekel, da so neke 3, ljubiteljske. Začnimo s prvim, tole je vape, ne? Vape naprava. Če bi kdo vzel vape, v bistvu, če se lahko izrazim, nikotin bi po moje pristal v zapor. Pa gre to skupaj s tvojim zdravim načinom življenja? Pa nekaj rabim, da me pomiri in sem opazil, če bi mogel biti 3 dni brez nikotina, ne vem, jaz bi po moje začel kuriti. Se nisi pa nikoli probal odvaditi, da bi... Ne, ker 15 let sem cigarete kadil, pri 30 sem rekel, zdaj pa dost. Jez zdravo, živi zdravo, tudi mlade učiš v takem načinu življenja. Potem sem pa prišel to na vape, zadnjih 7 let je to. Tako da, če mi bi kdo vape vzel, bi bil kar konflikt. Pol je telefon, to je klasična stvar, ne? Vse danes, na žalost, bi rekel, se odvija prek telefona.
80-90% moje službe, mojega dela gre prek telefona. Ljudje te dan, ogromne firme te danes veliko lahko plačujejo, sam da objaviš kakšno sliko. Ne vem, če veš, Kim Kardashian ima po mojem še vedno rekord, ali Cristiano Ronaldo. Koliko bi rekla, da je za eno objavo, da je bila cena? Ne vem, milijon. Je, 1,5 milijona. Ja. Aha, wow. Tako da to, pa kam bi pa prišli, če avta ne bi imel. Jaz s ponosom lahko rečem, da sem glavni ambasador za Fiat. Res so dobri do mene, imamo res prijateljski dober odnos. Sem prvi slovenski, ki je snemal s Chuck Norrisom reklamo, takrat, ko je bil v Sloveniji. In verjetno so jo videli, jim je bilo všeč, pa so me kontaktirali za glavnega ambasadorja. Na pol leta dobim novo vozilo, super je. Tako da ni več v njih mojih avtov iz prve ruske. A omenil si Chuck Norrisa, si ga tudi osebno spoznal? Ja, bila sta skupaj na setu. Je tako mogočen, kot ga opisujemo v vseh šalah? Ja, bilo je v pogodbi, ja, da se mu ne smemo glih približevati zaradi lastne varnosti, ampak šalo na stran. Take velike reklame, ki se delajo, imaš razne klauzule v pogodbi, da res ne smeš komunicirati. Dala sva si roko, ampak je več pa ne. Je pa že kar krepko v letih, če se ne motim, ima že 82 let. Pa še vedno v formi. Ja, lepo je, ženo pod roko držal, sta prišla, je super je. Veliko reklam si snemal, si še s kakšnimi takimi slavnimi sodeloval? Za koga bi rekel, nazadnje so me klicali za Dua Lipo, take na teh naših koncih je ona snemala videospot, ki ga pol niso objavili zaradi vojne v Izraelu, ki je bila ogromne blogna in to in take mega zvezde pol vse to vpliva, ne. Tako da iz glave, ne vem, tudi mi imamo zvezde, ne vem, zelo sem ponosen, da sem naredil pesem Stane Žagar. Res najbolj pozitivna oseba na naši sceni v Sloveniji in zna plesati in nasmejati, zabavati, ne vem, njo imam res zelo rad. Poznam večinoma, ne vem, v Čale Saletom sem bil v spotu, tam sem bil sicer kot igralec, ampak... Spremljaš zdaj tole dramo s Čaletom? Ja, malo sem si pogledal, ne, ampak ne bi glih izgubil nekaj časa, da kar imajo, ne se sam izmenja. Alfa moški je preveč svojim življenjem okupiran. In če bi vsak prvo počistil pred svojim pragom, ker to je pa ne vem, ta neka naša mentaliteta, da ljudje radi na naših teritorijih, ne vem, se hranijo s tem, pa so veseli, kad ti ne gre, kad imaš kakšen neuspeh, pa se posmejijo, pa... A si ti kdaj to občutil na tej slovenski sceni? Ja, recimo bil sem v eni oddaji, kjer smo kuhali. Jaz sem prvi kuhal, sem jim naredil srno v čokoladi, ker po poklicu sem tudi kuhar. Potem sem prišel na 4 obiske in sem jim dal 2, ker hrana mi ni bila nekaj glih v redu. Potem so me pa obtožili, da jaz sem narcisoiden. Tako da potem sem se naučil, da še ni dobro biti preveč odkrita. Danes so ljudje res občutljivi, kaj ne specialke. Mi, ki smo bili mlajši, to si dobil eno po ušesih, ti je rekel, mali 5 po vodo, tam si laufal. Danes, če kakšnemu tam mamu rečeš na igrišču 5 po vodo, so kar jezikavi nazaj, pa tako ne. Ni tudi to spoštovanje se je izgubil, ni več tega nekega odnosa, me zelo to žalosti. Da tudi te vljudnosti živijo, dober dan, vikanje, ne vem, kakšni otroci sploh ne vejo, kaj to pomeni, ne. Jaz sem svojo babico pa dedja vikal, jaz sem še iz unih časov, tako da jaz dam res veliko na to, ampak se mi zdi, da je to ogromno tudi od vzgoje. Danes je tempo življenja toliko hiter, starši nimajo niti časa vzgajati, lažje dati telefon, pa iti kuhati, pa 100 drugih stvari delati, ne, ampak to ni izgovor.
Kaj pa je tebe izoblikovalo? Družina, družba, šola, ulica? Kaj te je naredilo takšnega, kot je danes? Jaz bi rekel, do 13 leta družina, ker smo še živeli skupaj kot družina. Jaz imam tudi starejšega brata, mnogi ne vejo, ki živi v Avstraliji že 10 let. Je zelo uspešen na svojem področju. On je izbran 4 leta zapored za najboljšega frizerja v Avstraliji in ima svoj salon. Tako, z njim sva se veliko tepla, mama pa oče sta bila takrat čez skrb, sta bila oba dva dosti stroga. Vsako nedeljo 7:45 se je zbudil, srajčka, pulover, v cerkev, pol pa na kosilo. Tako da vsako nedeljo je bila cerkev. Pa k verouku hoditi, pa narediti obhajilo, brati še birmo in tako naprej. Pol na igrišče, veliko me je šport izoblikoval. Pol, ko sta se starša razšla, pa je bilo kar težko obdobje zame, bil sem star tam 14. Jaz sem šel z očetom, brat je ostal pri mami. Takrat je bilo kar težko. Pol je pa oče en dan kar rekel, daj pojdi zdaj malo za en vikend malo na obisk do mame. In pol se ni več javil. Pol ga ni bilo, 6-7 let se ni pol več javil. Šel je za Ukrajino in je tam ostal. In pol en dan flegma kar pokliče, Igi, kaj delaš? Rekel, čakaj. Pes te bo vsem vesel, ampak, a veš, tudi pes ima čustva pa tako. In še danes nisva z očetom tako v odnosih, mogoče enkrat na 3-4 leta se slišimo, to je pa to. Nista nikoli razčistila, kaj se dogaja? Naredi svoje čas, življenje, moraš če te nekdo ni vprašal, si lačena, si žena, imaš za obleči, tako je. Pa ulica, veliko, pol v srednji šoli sem šel na tako šolo, ki je veljala bolj za ulično, ker je bila v Fužinah, takrat so bile Fužine kar nevarne. Gostinska šola. Sem končal za kuharja, pa šel +2 za gostinskega tehnika. Tako to, pa sem se pa dosti hitro osamosvojil, ker sem bil star 18, en dan mama prišla domov, pa je rekla, veš, jaz sem si kupila zdaj svoje stanovanje, od zdaj naprej ti pereš, pospravljaš, plačuješ račune, kuhaš, vse. Tako da sem zelo, zelo hvaležen, da je do tega prišlo, ker sem kar hitro mogel pol odrasti. Ker danes, ko vidim kakšne fante, tudi stari 30-35 živijo še doma. Ampak po drugi strani pa razumem, ker cene so toliko visoke, kako nekdo z 1200 evri bo plačal in najemnino in bencin in hrano in osnovne neke potrebščine. Življenje bo iz leta v leto bo težji preživljati. Poleg tega pa, da so ljudje postali glavni potrošniki materialnih dobrin. Pride nov iPhone ven, moram ga kupiti. Moj dedi je imel v omari eno obleko za v cerkev, 2 puloverja, ki je bilo hladno, kakšne hlače, to so bile omare toliko široke. Ne pa danes. Jaz sem zadnjič preštel, imam zgornjih delov jaken, imam jih 54. In se pol bolj zavedel, sem rekel, veš, sreča je v takih stvareh, ki jih ne moreš kupiti. Kaj te usrečuje? Usrečuje me, da jaz pričaram nasmehe na obrazu drugih ljudi v fitnessu, jim kaj pomagam, jih nasmejim, svetujem, da si ta neka pozitivna luč v življenju. To bi rekel, da je po moje meni glavna sreča. Veliko poudarjaš to, čut do sočloveka, dobroto, da si prijazen. Kdo ti je to pri vzgoju, mama? Mislim, da mama, ja. Mislim, da mama, ne vem kako, ker sem enkrat vprašal, veš, ti kamorkoli greš, nekaj prineseš, neko bombonjero,
Reka Igor, če zaprto dlan ne moreš nikoli nič dobiti. Jo moraš vedno odpreti, nekaj dati in se ti bo trojno nazaj vrnila. Ne? Tako da po tem principu nekako živi. In deluje. Ja. Zdaj bi se pa rada vrnila še ne, omenil si, zelo zgodaj si se osamosvojil in potem si kmalu odšel, spakiral kovčke in odšel v Avstralijo. Kako je pa do tega prišlo? Prišlo je tako, da je brat živel v Adelaidu, še vedno živi, da se je poročil. Poroka naj bi bila na Fidžiju, to je tam en otok sred oceana med Avstralijo pa Novo Zelandijo. In seveda, mama mora iti to puljati sina, kaj se poročija. Ne? In potem sva se odločila, da greva okoli sveta, izkoristila sva se ustavila še v Los Angelesu, v Hong Kongu in tako. In ko sem bil en mesec v Avstraliji, sem videl, koliko je lepa klima, obmorska mesta, prijazni ljudje, res je lepo zaslužen in tako. Takrat pa res nisem bil neki glih navdušen več nad Slovenijo, ker so tako črnogledi so ljudje, niso toliko topli, da bi rekel. Ne? Priješ v Latinsko Ameriko, v Dominikano, oni nimajo nič tam, živijo v kartonastih hišah, ampak on ti bo vsem dol to, kar ima v hladilniku, plešejo na glasbo, se družijo. Klele imamo pa vsega na pretek, pa kar kisli obrazi, ko greš v mesto, pa na cestah se vsi razburjajo, pa vsak misel se mi zdi, da se okoli njega svet vrti, ne? Bo treba biti malo bolj ponižen, se mi zdi. In sem eno leto porabil, da sem uredil si papirje, vizo, prevedel vsa spričevala in tako. In se preselil v Melbourne. Prvo leto je bilo sicer malo težko najti službo, stanovanje, ampak enkrat, ko je iztekal, je pa... Kaj pa si bil sem šef. Aha. Šef pa na podlagi modne agencije sem dobil vizo, ker ni veliko tam še moda razvita, sem mogel pa še imeti redno službo. V enem hotelu sem delal, sem pekel stejke, pa tako. Te še kdaj vleče nazaj v Avstralijo? Ne, glih danes mi je iz fitnessa v Avstraliji napisal, ful dobra forma, kdaj spet kaj prideš. Vsako leto moram iti v novo državo. To je nekak cilj. Potem se zdaj ravna. In vsako zimo zdaj preživljam 2-3 mesece v tujini, v Aziji ali pa Južni Ameriki. Zadnje 3 leta, 2 leti sem bil v Dominikanski, sicer je bilo malo bolj službeno. Zdaj to zimo sem bil pa na Baliju 2-3 mesece. Nisem fan mraza, snega. Pobegneš pred tem. Pa pobegnem decembra, pa do februarja menija. In kam boš pobegnil decembra? Mislim, da v Vietnam. Aha, imaš že plan. Ja. Super. Zdaj, omenil si fitness, ne? Fitness te tudi spremlja že skoraj celo odraslo življenje in kdaj v osnovni šoli si se? V srednji šoli me je pred 15 en fan povabil in rekel, da greva midva malo na fitness. In vse, kar delam, je 100%. In me je to noter potegnil, videl sem rezultate, kolikor vložiš, toliko dobiš. In nisem gledal nikoli več nazaj, ker v tem času mnogi so obupali, pa ne vem. To je neka stalnica, če se v svojemu telesu dobro ne počutiš, ti moraš biti sam svoj največji fan. Jaz vsako jutro, ko prijem pred ogledalo, rečem, pa kjer si ti šmeks? Pa ti si najjači. Ker kdo mi bo rekel drug, da sem najjači, če nam sam sebi. In če sem namev sam sebe rad, bom slabo energijo pol tudi udajal do drugih. In se tukaj spet vrneva nazaj, zakaj so ljudje zamorjeni. Verjetno imajo bedne službe, ki jih ne veselijo, ki je neka rutina, samo da on plača račune, pa to bojijo se dati odpoved, ker imajo 25 kreditov. Ampak sej, noben te ni sil. Če ti kle ni všeč, greš v Kanado, tam boš več zaslužil. In tako sem tudi jaz razmišljal. Zakaj bi jaz delal kle kot kuhar za 7-8 evrov, če jaz dobim v Avstraliji 30 evrov?
na uro. Jaz sem lahko tam v 2 letih prišpadil, ne vem, 30-40 jurjev, ki jih folk gleda sploh ne zaslužtok. Tako da videl sem rezultate, tudi trdo delam za to. Vsak dan pa mi rečejo, zakaj pa ti rabaš 2 uri, da se skubacaš ven iz brloga. Ja, zato, ker vsako jutro se obrijem, pa namažem s kremo, pa naredim obrazno jogo, pa umijem glavo. 101 higienska procedura, tako da pol izbereš, kaj boš oblekel, pa se nadišavaš, pa zarihtaš torbo za fitness. Vse traja, pa nekaj poješ. Jaz nimam biznisa, jaz sem biznis. Tako se tretiram. Ja, tvoje telo je tudi tvoj kruh na nek način. Tako je. Prej sva malo govorila, prej sva začela snemati o te obrazne joge in to vseeno, staramo se. Kako si s tem? Se bojiš staranja, starosti? Res je. Padel sem v eno paranojo, ker sem bil star 30, sem rekel, čaki. A to pomeni, da ne bom smel več teletine, sam še govedino, ne? To je neka prispodoba za... Za punce, verjetno. Ja. Ampak, veš, kaj sem pa pol dojel? Sem pa pol rekel, videl sem, da zdaj, ko sem malo bolj zrel, da sem mladim še 10-krat bolj interesanten. Ne, mogoče pride ta šaram pa izkušnje pride z letja, ne. Ampak res sem padel malo v paranojo glede let, ker navajen si izgledati zlikam, kot ta miza v obraz in tako. Zdaj se pa že videl, sem pa tja kakšna guba. Po sem se neki tudi botoksa poslužil. In kakšna je bila izkušnja? Bilo je dobro, dokler jaz nisem se pa malo tudi posvetoval v drugo stran, ker botoks je strup, ki umrtviči mišice. In pol so mišice postanejo, tako kot če imaš nogo v gipsu, bo ona čist suhcana v primerjavi z uno, ker so neuporabne pol. In pol se ti obraz posledično po moje poves. Mi je prijateljca zanj čeka, to ti moraš glih kontra delati. Tako da zdaj dam tako recimo roke, napnem čelo in pol oči grejo pa kontra, pa jih skušam zapreti, s tem pa jačam pol obrazne mišice, in imaš bolj odprte oči in tako. Tako da se bom zdaj bolj tega posluževal, ampak se ne moram nič narediti. Moj idol je že od mehnih nog Arnold Schwarzenegger, ne samo zaradi telesa, pa tako, ampak koliko dobrega je on naredil, pa naučil, pa iz neke res mehne vasi zraven Gradca, kaj on vse dosegel. Ni znal besede anglešk, da je bil guverner, igralec, bodybuilder. On je definicija alfa moškega in on je glavni ambasador za paraolimpijske igre, tako da mu ogromno pomeni, da tudi vrača nazaj. Bi si ga želel mogoče spoznati? To bi. Če bi kakšno osebo lahko, bi bil vedno na prvem mestu. Zdaj pa mogoče, če rečeva še besedo dve o tem medijskem življenju, kako pa te je pot pripeljala pod žaromete. Prve neke izkušnje so bile v oddaji Hribar, če sem prav zasledila, v intervjujih. Res je, Kakšna je bila to izkušnja? Pri 14-15 me je ena gospodična ustavila in je rekla, koliko si ti visok, ti bi bil ta prav za manekena, pa tak suha veja sem bil. In potem sem se prijavil na neko agencijo in so me kot statista pošiljali v razne oddaje, tako da sem celo 1-2 leti hodil na oddajo Hribar, ja. Sem tam plesal pa v obleki, bilo je res dobro, ne. Pol pa me en režiser me skozi vabil v svoj lokal pa je rekel, koliko imaš ti zanimivo govorico, take prispodobe baročne. Ti boš prišel k meni v eno mojo serijo, je snemal za internet, sem se ful izkazal, je rekel, wow, koliko te ima kamera rada. Jaz bi rad stal posnel oddajo. Tako da je on nekako ta moj talent pred kamero odkril. Me je pa zanimalo že od nekdaj manekenstvo, pa še dan se tudi s tem ukvarjam. V pevskem zboru sem, pa cerkvenem zboru sem tudi pel, ko sem bil v osnovni šoli.
Tako da vse nekako življenje poskrbi ta skupek stvari, ki te usrečujejo, da pol ni lepšega, če ti hobi postane pol tudi kariera. Ker mnogi ne morejo reči, da v Sloveniji je težko šov biznisom prav od tega živeti, ker mehen je trg, ni veliko dela, še posebej zdaj mnogi ne razločijo zrno od plevela s tem Instagramom pa s temi influencerji. Jaz sebe nimam za influencerja, ker sem imel že svoje oddaje na televiziji pred Instagramom pa tako, ne. Ampak danes me moti, ker vse mečejo v isti koš. Meni je Peter Poles glavni šmeks na slovenski show-biznis sceni, zelo dober voditelj, lepa retorika. Njega jutri, da postaviš na oder pred 10.000 ljudi, ne bo zmrznil, bo to lepo odvodil. Pol Dejan Vindiš, radijski napovedovalec, žameten glas, to dela že 30 let. Ne moreš to metati v isti koš, ko neko punco, ki na Instagramu neko kremo tam promovira. Ne? In to me malo moti, da se vse meče v isti koš. Ker včasih je bila znana oseba nekdo, ki je imel res znanje, to pomeni dober voditelj, dober igralec, radijski napovedovalec in tako. Danes pa kar to vse rečejo, to so pa influencerji. Torej nisi influencer in te ne poimenujemo tako. Se pa da verjetno kar dobro preživeti z modelingom, dobro živiš. Bi zdaj si rekel, da živiš dobro. Da se bi rekel, če bi tak uspeh naredil v neki Ameriki, Švici, Nemčiji, da bi se zdaj s helikopterjem domov odpeljal. V Sloveniji pa lahko sam rečeš, da v redu živiš, da imaš plačane račune, da nisi lačen in to je to. Da si pa glih neki bi ful lahko ustvaril, pa tako je pa malo težje. Isto pa naredim jaz, če ne celo več dela naredim kot Jennifer Lopez. Ona ima 5 svojih, ima asistentko, 3 asistentke, pa stilista, pa make-up, ker ona jih lahko plača. Jaz jih ne moram plačati, pa jih bi rad imel. Tako da ona še manj naredi posla. Njej napišejo pesem, jaz moram to se obadati, pa sam pisati. Pa tako. In je malo to samo žalostno, da ni toliko vrednoten, kakor nekje druge. Ker ne vejo mnogi, da se ogromno kot medijska oseba odpoveš enim stvarem. To mnogi ne vidijo. Jaz ne morem, ne vem, kaj en v pižami iti zdaj čez, doar se tudi tako ne bi neko šel, ampak iti čez mesto, a ne? Ali pa, ne vem, imam en pogovor v kavarni, nekdo se mi zjoka na rami, da se je nekaj zgodil, pa pride 5 fanov za eno sliko, pa tam. Pa malo ta moment se pokvari. Pol z eno punco grem na dejt, pa me skozi tam ustavljajo, pa to. Tako, ker si v javni luči, se mnogim stvarem odpoveš. Ti je šlo na živce ta prepoznavnost, ti se kdaj umaknil od tega? Ja, bilo je eno obdobje, ki je bila malo paranoja, ker kamorkoli sem pogledal, tako, pa si že malo domišljaš, ker da s prstom kaže nate, da se smejijo, da mnogokrat tako v kavarni nekdo me vidi, pa tako drži telefon, pa gleda stran. Ne. A veš, pa te tako slika snemajo, mislim. Ampak glej, zato pa rad grem pol čez zimo, tam, kjer me nobene pozna. V tujino. Ja. Ampak povsod najdeš Slovence, ne vedno. Ja, Slovenci smo povsod pravijo. Ja. Zdaj zanima me še veliko govoriš o teh alfa samcih. Kaj je zate alfa samec? Kdo je alfa samec? Alfa samec je tisti, ki v prvi vrsti spoštuje mamo, svoje starše, da jih ima rad, da uči mlajšo generacijo ali pa tako dobrih vrednot, spoštovanja, manir, da zna zamenjati zdaj tole luč ali pa se vsaj potrudi, da jo bo. Da ne kliče ostale za usluge, ampak da se sam loti, da zna tudi okoli hiše kaj narediti, kaj popraviti, da je samozadosten. To pomeni, da
ne rab nobenega, on lahko sam preživi. Tudi če ga vržem v gost, se že znajdu, ne bo pustil, da ga klopi tam pojejo, ampak bo on pojedel klope. Čak Norris. Veliko pa govoriš tudi o tako imenovanih srnah, ne? Ampak v resnici, ko sem se pripravljala na intervju, nisi nekaj menjal ženske, bil si bolj v dolgih zvezah kot ne. Kakšen je tvoj odnos do žensk? Ja, neka fama se je naredila zato, ker ogromno videospotov posnamem, pa ogromno imam nekih slikanj z raznimi puncami. In pa reče, Igor, on ima srn, kolikor jih hoče, pa še kdaj se tako kje pohecam. Ja, pa mislijo, da res jih menam, ampak glede tega imam stališče, Ferrarija ne pele vsak. Če sem jaz Ferrari, da sebe tretiram kot Ferrari, tudi ne bom pustil, da me vsaka pojaha. Tako da, če enkrat dvigneš tudi standarde, kar se tega tiče, ti tudi ne paše vsaka, ker jaz sem res težek karakter. Tudi tako za sobivati, pa to mora biti kar velik nivo. Tudi spoštovanja, neke higiene. Ja, bil sem v 2 res dolgih vezah, 4 ali 5 let, pa 7 nazadnje. Super punce. Sicer se ne slišimo, pa ne vidimo, ampak to je moj princip, glej. Kar je bilo. Nobene slabe besede nikoli ne bi rekel za bivšo, ki smo se imeli res dober. Se mi zdi, da imaš te osebe celo življenje pol nekako rad, ampak nisem pomnil, da bi pa kar ustal prijatelj, veš, boja šla midva na kavico, to mi je pa tako malo čudno. Življenje gre dalje, gre svojo pot. Tudi nisem nikoli varal, da bi... To je zame ta prav šmeker. Nekdo, ki ima eno punco, pa je ona zraven njega srečna, pa zadovoljna, pa se smejita, pa se spoštujeta. To, ne pa Mick Jagger, ki je imel 1000 žensk. To ni nič. To je avto, ki ga fura vsak. Lamborghinija pa ne pele vsak. Tako da, ja, tudi enkrat bi bilo fajn se malo že ustaliti počasi. In kako ti kaže na tem področju? Kaže tako, da sem zdaj ful, moram res potrkati, ker samski stan je tudi podcenjen, to veš? Podcenjen. Zakaj bi jaz skozi rabo nekoga zraven? Mora ti biti v svoji družbi najbolj, to je prvo. Moraš biti sam pri sebi srečen, da lahko srečaš drugo osebo. In ker si ti samski, daš zelo velik poudarek na svojo kariero, na svoje zdravje, na šport, na potovanja, nič te ne bremza. Ročna je spuščena. Ko pa pride punca, se pa malo ročno mora kdaj zategniti. Ne moreš glih vse, moraš se tudi ti znati kaj prilagajati, pa najdeti kakšne kompromise. Tako da, zaenkrat mi je tako v redu, spoznavam, dejtam, grem. Hodiš na zmenke? Tako, imaš kakšne aplikacije ali ne, stara šola? Ja, tega se nisem nikoli posluževal. V 20 sem bil še bolj sramežljiv, ne bi glih punci rekel tako, da sem bil. Nisem flegmatik, bi si kdaj želel, da sem, ker oni dostikrat bolj pridejo skozi, kakor tisti, ki pa overtinka, preveč razmišljajo. Ampak z leti se pa ponaučiš, da ne moreš zadeti koša, če ne vržeš na koš. Te tvoje prispodobe in izreke, odkje pa imaš ta besedni zaklad? To je tudi ena taka tvoja značilnost, ne? Da potem kar ponarodijo te... Ja, to sem pa odvedno bil zelo velik fan retorike, imam rad slovenski jezik in sem težek zagovornik ljubljanskega narečja. Največji. Če slišam koga, da ima makadam v glasu, to pomeni, da ima neki, kako bi rekel makadam v glasu, da je malo drugo narečje, Tako rečemo,
bo treba to malo na ta prav pot. Tudi, ne vem, meni Štajerci lepo ne govorijo. Ne. Enkrat sem zasledila, da si rekel, da Štajerko pa ne bi bil, že zaradi neglasa. Ne? Ja, tako da edin strok sem pa do sebe, ker ne berem veliko. Ker če bi bral jaz še dosti več, ker sem zelo pameten fant, če bi imel čas ali pa če bi imel voljo, da bi več bral, ker z branjem, še posebej, če bereš na glas, jezik res teče, retorika se izboljšuje in tako naprej. Tukaj to bi rad še malo popravil. Si kdaj premišljeval o tem, da bi napisal kaj? Kakšne svoje izreke, kakšno knjižico za alfa samce? Ta pravi fani vejo, da sem jaz imel 3 leta mikičizme na radiju. To so bile... to je bil en citat v rimah spisan, na koncu je bil smešen, ampak imel je eno globoko noto, sem govoril o spoštovanju, o ljubezni. Tako motiviral sem vsako jutro ljudi, ki so se peljali v službo, da so imeli lepši dan. Tako da ogromno enih stvari sem naredil. Težko je, če si sam za vse, ne. Jaz sem svoj tekstopisec, svoj stilist, pa v fitness moraš skozi, pa paziti na hrano, pa živim sam, moraš čistiti stanovanje, zalivati rože. Ja, danes sem pogledal mamo v spalnici Mamuno aloe vero. A veš, kakšna je to roža? Zdravilna. Ja, ona čist zrak, pa ne vem, celo energijo mogoče. In je bila neki boga in se neko je, tako pa se mi dva ne greja, sem jo prišel malo zalita, ne. Tako da tempo življenja je kar naporen. Kaj pripravljaš? Kakšne načrte imaš? Zdaj, kje te bomo videli, poslušali? Lahko kaj razkriješ? Ja, bil sem v enem reality showu, ki zdaj malo pride ven. Sicer ne smem še kaj več govoriti. Prvič sem se v neko izven cone obdobja postavil v neko vlogo. Smo bili tudi brez telefonov 2 meseca. Je bilo velikega kreganja. Aha, pravi reality. Pravi reality, ja. Tako da to. No, pesem sem vrgel ven. Kaj še kaj pripravljam? Razna slikanja. Malo sem zgubil cilje, tako. To se moram en dan zdaj sam sabo usesti, pa reči, ok, kaj je tvoj cilj naslednji? Ker najslabše je, če ti zmanjka ne municije, ampak zagona. To pomeni, če ne veš, kam se boš pelil, da rečejo mi, da zdaj grejo mi nekam, pa se kar nekam peleva, kam bo prišla, ja, lahko bo ful dober, ka bo spontano, pa bo prišla, ne vem, v neko jezero Lago di Parma, a veš, v Italijo, lahko bo pa prišla, ne vem, klele v Krtino. Ker tudi ni slabo, ne? Ja. Je pa fajn imeti cilje. Ne? In jaz sem jih, kar se mi zdi malo zgubil. Nam nikoli pozabil me enkrat mama pogledala pa reka, Igor, želim te videti na teh jumbo plakatih, a ne. In res v roku 2-3 mesecev sem bil po 300 plakatih po celi Sloveniji. In pogled na njenem obrazu, ki je bila tako ponosna, pa to je res bil neprecenljiv. Manjka meni en hit tukaj v Sloveniji, glasbeni. To, da imam neko skrito željo. Sicer glasbena scena je ogromno ene korupcije pri nas, tisti, ki se malo spoznajo, pa ki vejo, kako te stvari potekajo na radijih. Na radijih pride tako, urednik radija se usede z unim producentom, pa si odpre ta pivo, pa reče ta, ok. Urednik reče, jaz bom vrtel sam tvoje izvajalce, ampak ko bo konc leta prišel ček od Sazasa, ga bo delila pol. Roka. In to je to. In ne pride spol zraven. Jaz, ker sem neodvisen, jaz lahko pošiljam na vse radije moj komad. Toliko niso, da bojo vsak nam pisali hvala nazaj. A jaz sem naredil, jaz sem vložil svoj denar, čas, vse za ljudi, da to, ne vem,
da polepšam dan ljudem. Sej ne delaš ti musko zase, delaš jo, da jo bo drugi uživali v njej. In že ta odnos, ki ti nekdo ne odpiše na mail, pa meni, če nekdo ne odpiše na Instagramu, pa tako, jaz to že takoj kategoriziram, ga dam v tako neko mapo, da ni glih spoštovanja vredna. Tako da je veliko tukaj v spodaj tudi ene korupcije. Tudi recimo na televiziji. Zakaj se skozi eni in isti voditelji pojavljajo v vdajah pa to, ne? Veš, jaz pa nisem nikoli bil tak, da bi svoj nos v druge riti dajal samo zaradi neke koriste. Jaz nisem nikoli klical brandom pa televiziji pa to. Jaz sem vedno se bom odzval, če me bojo hotel. Ker da sem pa jaz tam nekomu priležval samo zato, da bom imel jaz neko korist, pa to pa ne bo. In je žalostno, ker je tudi verjetno dosti nadarjenih mlajših ljudi, ki bi si želeli, pa jim ne dajo priložnosti. Ne? Jaz že zdaj spadam v to kategorijo, ja, tako kot Peter Poles, že starine, korenine. A ne? Mi je lepo videti te tiktokerje, pa tako, da se trudijo, da snemajo, veliko jih pride mladih do mene, pa me za nasvet vpraša, pa to. Jaz, hvala Bogu, nisem zgradil kariero na nekih reality šovih, pa to. Ker če imaš neko karizmo, pa tako te bo ljudje z veseljem gledali. Kamere ne more zlagati. Mnogi ne vejo. Ja, ki mi pa rečejo, ja, kdo je Igor, pa kdo je Alfa Mikić, pa tako. Kamere ti ne moreš zlagati. To bi se videl, če jaz ne bi bil pristran. Z eno igralko sem bil v Zvezde plešejo. Čim se ona lučka na kameri pržgala, ona je delala piruete, salte tam. A ke pa ni gorela, je bila pa zelo umirjena, pa tako, ne. Imam rad pristne ljudi. Tako. In tudi sam si pristen. Ja. In pristno sva prišla počasi do konca najnega pogovora. Zdaj za konec pa jaz mojim gostom pripravim 3 časopisne naslove, ki so plod moje domišljije, pa pokomentirava, če bomo to kdaj lahko brali o tebi. Prvi naslov je takle. Alfa samec skoči v zakonski stan. Si želiš kdaj se poročiti, ustaliti? Je to tvoja želja? Ja, tako kot imajo punce, ki so jih mame učile že od mehkih nog, da želijo. A misliš, da vsaka punca želi uno poroko, ki je imela Pepelka ali Princeska, veliko poroko, razkošno? So to sanje vsake neke punce? Verjetno naših generacij, ki so nam brali Pepelke. Zdaj verjetno že drugače. Odvisno, v kakšnem vzdušju si vzgajan. Ja. Zdaj mogoče so sanje, da bi bila taka, da bi ulovila nekoga, kot Kim Kardashian, pa tako, ne. Mogoče se sanje spreminjajo. Jaz bi si želel. Moja poroka sicer bi bila na kakšni plaži, tako kot je moj brat to naredil na Fidžiju, ali pa res, ker jaz sem človek morja, jaz sem vodnar po horoskopu. To bi mi bilo res dobro. Da res ožji ljudje pridejo, ali pa recimo na Maldivih, 1 meter od vode se poročiš, ustaneš tam na medenih tednih, to. Če bi imel pa v Sloveniji, bi bila pa prava balkanska poroka, ne? 3 dni. Ja, 3 dni. Jaz sem krščen pravoslavno, ker moj oče prihaja iz Bosne, ki je bil star 13-14, je prišel na Jesenice študirati inženiring, pol je bil miličnik celo, moja mama pa je takrat, po mojem še danes spada na te uniforme, a ne, tako so je všeč in reka, nikoli si ne bi mislila, da bom enega tazga manjšega z brki, čukatga, tako omožila, ampak ja, poroka je bila zlikana dobro. Torej, poroka kljub. Poroka z veseljem, ja.
Kaj pa tale? Igor Mikić odhaja v tujino, posnel bo reklamo z Arnoldom Schwarzeneggerjem. Prej si omenil, najverjetno, da je to kljukca, da si želiš. Ja, to bi sicer, on je tudi že zelo v letih, se bliža 80. Mami je žal zdaj njega videti, zanj sem gledal dokumentarc. 60 let karijere, nisi ene napake privoščil. Eno je pa imel napako v svoji karieri in to je, da je spal za svojo kaj je to že? Služkinjo. Služabnico. Ja, to se zelo grdo sliši. Ja, svoje zaposleno. Ja, svoje zaposleno. Uno, kar čist hiše. Čistilko. Čistilko, ja. Tako da ni čistila sam hiše, in ima otroka. In prav zanimalo me je, kako bo on to zapakiral v stavku in je rekel, da je to napako zelo obžaluje, ampak je bila po drugi strani pa največji blagoslov, ker ima tega otroka res zelo rad in tako in je ponosen na njega in vse. Je pa zaradi te napake se je ločila tista od njega, s katero ima pa 2 ali 3 otroke. Z veseljem bi z njim, ki je posnel. No, upam, da bomo to prebrali. Ne? Ja. Tretji naslov je pa takšen. Prva predstava Alfa Mikića stopil je na gledališki oder. Si že kdaj kaj odigral? Tako nekako sem si predstavljala kot kakšen stand-up. Zdaj so zelo popularne te predstave. To me pa ne veseli. Ne bi stopil na oder. Tudi največji safar mi je bilo, ko sem mogel 2 koncerta odvoditi za Tanjo Žagar. Aha. Razprodan Tivoli, razprodan v Mariboru neki, kaj je. Tabor. Ja. Prijem jaz na oder. Od tega najmanj izkušenj, kar se tiče javnega nastopanja in tudi najtežje. Mnogi ljudje bi raje, ne vem, skočili z aviona, kakor javno nastopali. Tak je velik strah. In moraš res veliko dati tega čez, da se bolj sprostiš. In veliko povadati. Jaz sem res doma hodil po kuhinji gor dol, vadil tekst, da si kaj zapomnil. Ampak lahko ti tam zmrzne možgan in kaj, ker stojiš ti sred odra, 5 ur folka gleda vate, a ne? Ampak hvala Bogu sem dober to odvodil. Ja, moraš imeti dober spomin, ker večinoma javnega nastopanja pa komedija, pa to moraš iz glave govoriti, a ne? Ampak ti si dober improvizator, ne? To vedno znova ja, to dokazuješ. Ne bo pa to ena sprememba, bi pa rekel ne. Ok, torej pričakujemo mogoče poroko in oglas z Arnoldom. Ja. Igor, najlepša hvala, da si vzel čas. Veselje mi je bilo klepetati s tabo. Vse dobro ti želim, pa upam, da se še kdaj vidiva, ne? Tudi vam vse uspešno. To je bil Showcast, hvala, da ste bili z nami.